1. april je dan, ko je dovoljeno skoraj vse. To je praznik norčavosti, ko si ljudje že stoletja po vsem svetu privoščijo šale na račun drugih. Toda ali veste, odkot izvira tradicija 1. aprila in kaj pomeni? Ne vem, zakaj je nastal, pa čemu je namenjen, samo pač vem, da se vedno nekaj poheca na ta dan. Ja, da je to dan šaljivcem, odkot pa izhaja, to pa ne vem. 1. april je v bistvu dan za šale. Pa meni je v bistvu praznik norcev vsak dan. Če sam sebe pogledam v ogledalo, se temu norčku nasmejem ravno vsako jutro, ko se zbudim, ampak ja, šega v 1. aprilu mi je tako zelo zanimiva. Je bilo kar veliko štoris. Obstaja več teorij o izvoru 1. aprila. Nekateri zgodovinarji menijo, da sega v leto 1582, ko je Francija zamenjala julijanski koledar za gregorjanskega. Po julijanskem koledarju se je novo leto začelo okoli 1. aprila, zato so tisti, ki spremembe niso poznali, še naprej praznovali novo leto na ta dan. Postali so tarča šal in potegavščin. Druga teorija pravi, da praznik izhaja iz leta 1713, ko je francoski kralj Ludvik XIV skoraj izgubil krono zaradi potegavščine svojega dvornega norčka. Očitno se je šala tako dobro posrečila, da je dan ostal zapisan kot praznik norčavosti. Se je tudi vam na ta dan posrečila že kakšna dobra šala? Mogoče ja, da sem doma naplahtal, da sem dobil kakšno slabo oceno. In pa je valjda mami znorela, ampak potem sem sreč povedal, da je bilo sam 1. aprila, ne. Smo se dosti šalili že do zdaj, tako da ne vem, tudi je bilo kdaj kakšna ocena, pa sem mami kaj napisal, pa kaj takega. Tako da to je to. S prijatelji še kaj? Ja, tudi s prijatelji smo se tudi že šalili. Nič ostalo v spominu. Edino, kar se spomnim, je bilo enkrat na radiju, da bo zdaj naprej regrat zaščitena rastlina. In tudi mene zelo fascinira, da sem se zapomnila še 20 let potem. Prav mediji so pomembno prispevali k širjenju 1. aprila kot dneva norčavosti po vsem svetu. Ena najbolj znanih potegavščin se je zgodila leta 1957, ko je britanski BBC v oddaji Panorama poročal, da v Švici z dreves obirajo špagete. Številni gledalci so nasedli šali in klicali v uredništvo z vprašanjem, kje bi lahko kupili takšno drevo. Podobno je nizozemska televizija v 50. letih objavila lažno novico, da se je stolp v Pisi zrušil, kar je povzročilo pravo paniko. Šale, ki jih pripravijo mediji, pogosto dosežejo množice in postanejo legendarne. Danes ljudje 1. april obeležujejo s šaljivimi novicami, lažnimi objavami na družbenih omrežjih in zabavnimi potegavščinami doma ter v službi. Sporočamo vam, da bodo sedež Zveze društev gluhih in naglušnih Slovenije iz Ljubljane preselili v Kranjsko Goro, da bodo zaposleni med službo lahko smučali. In ne pozabite, ne verjemite vsemu, kar preberete ali slišite na ta dan. Predvsem pa se potegavščinam nasmejte.